Najprej bi rad posebej pozdravil magistro Heleno Ložar Podlogar, ki se je prijazno odzvala in je danes z nami. Njena prisotnost daje temu dogodku tudi nek poseben pomen, saj ne gre zgolj za predstavitev dveh knjig, ampak tudi za vpogled v bistven opus njenega raziskovalnega dela, ki je zaznamovalo slovensko etnologijo v drugi polovici 20. stoletja. Helena Ložar Podlogar je več kot 30 let delovala na Inštitutu za slovensko narodopisje. Njeno raziskovanje je temeljilo na natančnem opazovanju, zapisovanju, fotografiranju in snemanju. Vedno jo je zanimalo, kako se šege in navade spremenjajo ter prilagajajo sodobnim razmeram, hkrati pa ostajajo ključen vezni člen skupnostne identitete. Kot Herderjeva štipendistka je študirala na Dunaju in se zgodaj vključila v mednarodno etnološko mrežo. Njeni spisi so bili objavljeni v številnih znanstvenih revijah in monografijah, od etnologije slavike in etnografije panonike do etnologa in tradiciones. Največ v slovenščini in nekaj v nemščini, pogosto jih je predstavljala tudi na mednarodnih znanstvenih srečanjih. Za svoje delo je bila imenovana za častno članico Slovenskega in Avstrijskega etnološkega društva. Zdaj predstavljam prvo knjigo. Prva knjiga prinaša 23 besedil in pogled v fokus njenega raziskovalnega dela, to je svet šeg in navad na Slovenskem. Najobsežnejši del je posvečen ženitovanjskim šegam. Avtorica podrobno analizira snobitve, priprave na svadbo, ritualno slovo neveste od doma, svadbene pesmi in obrede v Prekmurju, Porabju, na Dolenjskem, Kočevskem in slovenski Istri. Pokaže, da poroka ni bila zasebni, temveč skupnostni dogodek, v katerem se prepletajo dramatizacija, pesem, simbolika in družbeni pomen. Drugi sklop se posveča pustnim šegam in maskam. V Bohinju so se po požaru v 50 letih šeme oblikovali na novo, iz sodobnih materialov, a z ohranitvijo bistvenih tradicionalnih elementov. Na Banjški plenoti so šege s klobasonom in pustovko še vedno žive. V Vrbici je dokumentiran 3-dnevni obred s pantomimo, darove in seživom pusta. V Zagorici in Ponikvah pa so mačkare z babjim mlinom ena najstarejših pustnih dediščin pri nas, oziroma lahko rečemo tudi vaškega teatra. Posod se pokaže, da pustovanje ni le zabava, temveč kohezijski element skupnosti. Tretji sklop obravnava ljudsko pobožnost in verovanje. V božičnih in velikonočnih šegah se prepletajo krščanski in predkrščanski elementi. V romarskih središčih, kot sta Trška gora in Cerkev Svete Ane, se izraža moč kolektivne vere. Pastirske šege združujejo zaščitne zakramentale z verovanjem v poganske sile, kresovanja pa svojo simboliko ognja in pesmi izražajo povezavo s sončnim obratom. In če pogledamo naslovnico te prve knjige, se pravi prva knjiga, se pravi to je Pustovanje na Banjščicah, ki krasi to naslovnico, priča o avtoričnem, občutljivem raziskovalskem pogledu in o tem, kako je s fotoaparatom znala ujeti bistvo šeg.